če bomo želeli privrčevati denar, kosilo začeli kuhati že dopoldne ali pa oblačila in posodo prati samo po noči, je kot kaže ne še marca, kot so sprva napovedovali, temveč šele julija prihodnje leta. Da gre za zahteven, zapleten sistem, namreč ne menijo samo številni potrošniki, ampak tudi dobavitelji elektrike, ki so Agencijo za energijo prosili za 4-mesečni zamik, da bi se izognili napakam, ki bi se lahko pokazale na položnicah, bi samo testiranje moralo trajati nekaj mesecev, so jasni. Kaj pa stroka? Vsak zamik je dober za žepe potrošnikov, ki se novemu sistemu ne bodo mogli prilagoditi, so jasni. Več pa Ema Čepon. Ste se spraševali, kdaj boste po novem načinu obračuna omrežnin likali, prali, sušili ali kuhali po najnižji ceni? Odgovor je od 22. do 6. ure na dela prost dan, enkrat od marca do novembra. Morda se sliši zapleteno in tudi je. Takšnemu urniku boste morali slediti, če boste želeli pri položnici za elektriko privarčevati kakšen evro. To pa seveda pomeni, ker se mnogi potrošniki ne morejo prilagajati zaradi službenih in drugih obveznosti, da bo nov sistem za marsikoga bistveno dražji, kot je pa bil do sedaj. Ne le za potrošnike, tudi za dobavitelje elektrike bo nov režim izjemno trd oreh. Je pa to največji poseg način obračuna, odkar je trg z električno energijo odprt, to je več kot 20 let, in ta prehod je potem potrebno izvesti kvalitetno in brez napak. Čeprav spremembo pozdravljajo, informacijskih sistemov še nimajo pripravljenih, samo testiranje traja nekaj mesecev, so jasni dobavitelji. V nasprotnem primeru bi se na položnicah lahko pojavljale napake. Agencija za energijo jim je prikimala, zato nov režim začne veljati julija in ne marca, kot so sprva napovedali. Seveda vsak zamik, ki se zgodi, pomeni, da bomo nekaj dlje časa lahko manj obremenjeno razmišljali o tem, kdaj priključimo na omrežje naprave, ki jih uporabljamo. Pa ne samo izjemno kompleksen urnik, razburjajo tudi pribitki k omrežnini, ki vas lahko doletijo, če boste porabili preveč elektrike. Distributerji bodo iz pretekle porabe elektrike sklepali, koliko je porabite na dan ali čez leto, in če boste hkrati vključili več naprav in to mejo presegli, vas bodo dodatno udarili po žepu. Bo to lahko zelo drago in se bo precej poznalo na računu. Zakaj sploh takšne kazenske omrežnine, kot so jih označili strokovnjaki? Gre samo za to, da se bodo elektrooperaterji izognili dodatnim investicijam, meni profesor Rafael Mihalič. In če ti lahko shajaš brez da bi šel v neko obnovo ali pa dopolnitev, poti pa pride enih par ljudi z ekscesnimi porabami, pač to kaznuje dobavitelj električne energije. Bo pa večina odjemalcev vsaj v prehodnem obdobju, torej v prvih 2 letih pribitkov na omrežnine, oproščena. In tudi spor